Torej, živimo pač v nekem času, v katerem neprestano poslušamo o nasilju, zlasti v najrazličnejših medijih. Morda je to posledica neke posebne zgodovinske dobe naše civilizacije, ki je na severni hemisferi najbrž dosegla neko stanje, ki bi po svoje bilo težko boljše, ne vidimo nekega napredka. Po drugi strani smo preživeli 3 leta trajajočo epidemijo, ki je številne ljudi, pravzaprav celo človeštvo spravlja v stisko in stiska velikokrat porodi različne agresivne ideje, kar je po svoje razumljivo in zdravniki to v bistvu tudi razumemo in upoštevamo pri svojem delu. Kljub temu pa se nam zdi prav, da prispevamo nekaj k temu, da se to nasilje v družbi, ta intenzivni razgovor o nasilju, ki je sam včasih v bistvu neke vrste ne fizično, torej verbalno nasilje, ustavi oziroma zmanjša. Po eni strani mislimo, da je treba postaviti meje. Vsaka svoboda govora še ni svoboda govora sama po sebi, ampak ne sme predstavljati verbalnega nasilja. S tem v zvezi je bila vložena ovadba zoper ljudi, ki širijo sovražni govor po družbenih medijih in predlagamo tudi ministrstvu spremembo zakonodaje, ki bi zdravstvene delavce v tej situaciji bolje zaščitila. Po drugi strani pa se zavedamo seveda, da je pametno, da prispevamo tudi k temu, da bi nekako razbremenili družbo tega nasilnega dialoga, te nasilne komunikacije. In tukaj želimo nekje pač spodbuditi razgovore v neko pozitivno smer na različnih ravneh, kjer nam je pač to možno v odnosu s pacienti, v odnosu z celotno družbo. Jaz bi predala besedo za bolj konkretne informacije o vsem tem primarni docent dr. Neni Kopčavar, ki na Zdravniški zbornici že kar leta vodi delovno skupino za preprečimo oziroma ustavimo nasilje. Tako da lepo prosim, Nena. Hvala lepa. Mogoče bi začela s tem, da nasilje v zdravstvu ni pojav samo v Sloveniji, ampak pravzaprav globalno, da je zdravstvo najbolj tvegano delovno okolje od vseh, kar se tiče poškodb, verbalnega nasilja, psihičnega nasilja in morda tudi to, kar vidim sama. Nasilje v zdravstvu je dvojno negativen dogodek. Prepričana sem, da povzročitelj nasilja doživlja enako stresno reakcijo med konfrontacijo, tudi če je samo besedna, kot zdravstveni delavec, ki je nasilje proti njemu usmerjeno. Govorim o stresu, govorim o merljivih posledicah stresa, kot je zvišan tlak, zvišan puls, stresni hormoni. Vse to smo videli na celjskem primeru, kjer je medicinska sestra, ki je bila v verbalni konfrontaciji s povzročiteljem nasilja, trpela pravzaprav blago telesno poškodbo, vendar je zaradi teh stresnih posledic kasneje doživela srčni infarkt. Ne samo omenim, srčni infarkt ni bolezen, ki je v vsakem primeru ozdravljiva. Smrtnost se giblje okoli 30%. Če imate srečo in ste blizu zdravstvenega centra, kjer je pomoč možna, je seveda preživetje tako rekoč 100%, vendar pomoč mora priti na pravi kraj v pravem času. Naša skupina ima precej različnih ciljev. Nekako je prišla pobuda za ustanovitev pri drugem naklepnem umoru zdravstvenega delavca. To je bil specialist urolog, ki je njegov bolnik ga počakal na hodniku izolske bolnišnice. Zdravnik se je k njemu usedel in začel empatičen pogovor. Strelno orožje se je znašlo v rokah povzročitelja nasilja, morda celo morilca, in je temu zdravniku vzel življenje. Naj spomnim, na primarni ravni je bil prvi umor 10 let prej, ta drugi leta 2017, prvi leta 2007 na primarnem nivoju v zdravstvenem domu Ljubljana, kjer je nekdo s hladnim orožjem umoril na delovnem mestu svojo zobozdravnico.
Naši napori so usmerjeni naprej. Mi si prizadevamo obravnavati vse primere nasilja, ki jih zdravniki prijavijo. V lanskem letu jih je bilo 24. Naše intervencije so vezane tudi na druge stroke. V naši strokovni skupini imamo višjega policijskega inšpektorja in tudi pravnico, gospo Habe, ki nam izdatno pomaga. Velikokrat so pomembne takojšnje intervencije, žrtev nasilja je potrebna takojšnjega pogovora ali pomiritve. Pogosto zadošča, da ji odgovorimo pismeno. Ogromno imam stikov s takimi ljudmi in vem, kakšne posledice nasilje pušča. Torej, še enkrat, nasilje v zdravstvu ni za nikogar pozitivno. Niti za povzročitelja, niti za tistega, proti kateremu je usmerjeno. Prizadevamo si, da bi zdravstvene delavce izobrazili, kako preprečiti nasilne izbruhe v zdravstvu. Naš cilj je, da do tega sploh ne bi prišlo. Naša delovna skupina, v kateri je tudi specialistka dentalne medicine in specialist psihiater, pa tudi jaz kot specialistka družinske medicine, nudi izobraževanja znotraj delovnih organizacij. Zelo simbolno smo jih že imeli v izolski bolnišnici in v Ljubljani. V naslednjem mesecu oziroma aprila so nas povabili v zdravstveni dom Postojna. Dogovarjamo se tudi z Onkološkim inštitutom, ki je zainteresiran za tako izobraževanje, in tudi bolnišnica v Celju je nekje v začetku dogovorov z nami. Za nasilje na delovnem mestu je vedno odgovoren delodajalec, govorim za vsa okolja, tudi za zdravstveno, vendar se zavedamo, da pomoč velikokrat pride prepozno, zato so naši napori usmerjeni k temu, da svoje sodelavce, svoje kolege izobrazimo na način, kjer bodo imeli nek varnostni načrt znotraj najožjega tima. Dostop policijskih uslužbencev je v Sloveniji izjemno kratek in zahvala jim za to, vendar 3 minute je včasih v primeru davljanja že dovolj, da nekdo izgubi življenje. V lanskem letu smo prejeli 24 prijav strani zdravnikov iz cele Slovenije. Zagotovo je to samo vrh ledene gore, to vem iz osebnih izkušenj, ker se mi kolegi velikokrat približajo in želijo govoriti z menoj o tem, pa ne bi želeli, da se to prijavi. Razlog je ta, da seveda velikokrat obtožujemo sami sebe, morda pa res nismo bili dovolj prijazni, v čakalnici je bil slab zrak, oseba ni imela stola, mogoče so predolgo čakali, morda smo bili ta dan že preutrujeni, pa vendarle tako obračunavanje, kakršnim smo priča v zadnjem času, je čezmerno glede na to, kaj jih povzroči. Seveda se zavedamo, ljudje, ki stopajo v zdravstveni sistem, so žalostni, prestrašeni, v stiski, morda že nejevoljni zaradi drugih okoliščin. Za ta poklic smo se odločili zavestno in to nam ne povzroča nikakršne težave. Vendar nas reakcije takega tipa, kot so bile nedavno v celjski bolnišnici, resnično zaskrbijo. Poleg tega, da obravnavamo primere nasilja, lanskem letu samo povem, vse od grožnje s strelnim orožjem v ambulanti družinske medicine do groženj zdravnici pediatrinji, da ne bodo vaši otroci ostali brez matere, citiram, vse podatke imamo shranjene, ali pa za svojega otroka tudi ubijam, vsi podatki so shranjeni, pa do tega, da je šlo za blatenje na javnem omrežju, sovražni govor, tudi fizično pljuvanje in manjše telesne poškodbe. Še enkrat povem, zavedamo se, da je to verjetno vrh ledene gore. Drugi del naših prizadevanj je usmerjen v spremembo zakonodaje, kar je predsednica ravnokar povedala. Mislim, da ste vsi dobili povzetke, zelo na kratko bi povedala, da ne bom predolga. Zakon o pacientovih pravicah v dosedanjem izreku narekuje dostojno obnašanje samo pacientom v odnosu do zdravstvenih delavcev. Raziskava, ki smo jo izvedli 2018, anonimna raziskava je pokazala, da so v Sloveniji povzročitelji nasilja v 50% pacienti, v 50% pa njihovi spremljevalci. Zato smo naslovili na zakonodajne organe prošnjo, da se v zakon doda tudi spoštljiv odnos spremljevalcev in dostojno obnašanje do zdravstvenega osebja in ne samo bolnikov.
Druga sprememba je ta, da Zakon o pacientovih pravicah dodatno obvezuje delodajalca, da mora poskrbeti za varnostni načrt in varno okolje. V številnih delovnih organizacijah imajo to možnost, to je recimo tako zvani rdeči gumb, s katerim skrivoma lahko pokličete pomoč, ali pa dvojni izhod, kjer lahko skozi druga vrata se umaknete in ne da morate mimo pacienta pobegati, če se bojite za svojo varnost ali svoje življenje. Zakon o javnem redu in miru je tudi nekaj, kar smo skušali nasloviti. Pravna služba Zdravniške zbornice pripravlja predlog, v katerem bi želeli predlagati, da se nedostojno obnašanje do zdravstvenih delavcev, blatenje, žaljenje, zmerjanje, hujskanje, poniževanje obravnava enako kot taki verbalni delikti proti uradnim osebam in se obravnavajo na sodišču enako ter po uradni dolžnosti, ne po zasebni tožbi. Mislim, da svet stoji na mladih in je zdaj čas, da prepustim besedo svoji mladi kolegici, ki bo nekaj o dogajanjih na socialnih omrežjih povedala iz prve roke. Predstavnica mladih zdravnikov, prosim. Ja, lepo prosim, Valentina Pugl. Vse več grožnje nasilja tudi na družbenih omrežjih, tako da... Zdaj, grožnje nasilja po spletnih omrežjih niso nič novega. V principu na Facebooku smo mladi zdravniki zaznali to že v času korone. Prav tako se taki podobne stvari dogajajo pod komentarji na raznih straneh, časopisov, drugih medijev. Tega je povsod ogromno. Mi smo tudi sami med sabo po svojih ambulantah, kjer pač zdravniki delamo, ugotovili, da je tega zdaj spet nekoliko več kot v preteklosti. Je pa stvar eskalirala, ko smo mladi zdravniki objavili svojo objavo o dogodkih v Splošni bolnišnici Celje. Tam so se pojavile določene izjave in grožnje, ki so se nam zdele skrajno nedopustne in smo se zaradi tega obrnili na Zdravniško zbornico, pač čisto po pomoč in zaščito, kaj s tem zdaj sploh narediti. Mi mislimo, da nasilje v zdravstvenem sistemu ne koristi nikomur, ne zdravnikom in ne pacientom. Najlepša hvala. Zdaj pa mogoče, če so kakšna vprašanja do te točke, sicer pa potem povabimo tudi še. Prosim, kazensko ovadbo je vložil kdo, zoper koga? Zdravniška zbornica zoper ljudi, ki so izražali sovražni govor na spletnih, na družbenih omrežjih. So to neznani storilci ali osebe? To so torej konkretne osebe, koliko to so znani storilci v bistvu. Podpisani. Ja. Proti koliko različnim storilcem pa? Ne znam povedati. Kar 10. To so te primeri, o katerih ste vi govorili zdaj. Tako, ja, to so te primeri. Kaj pa mogoče te primeri 24, ko ste vi rekli, da so bili prijavljeni k vam oziroma na Zdravniško zbornico? Ti primeri so se različno iztekli. V tem primeru, kjer je šlo za grožnjo s strelnim orožjem, smo morali prositi za pomoč policijskega inšpektorja, ker resnično s tem ne znamo upravljati. V tem primeru je šla po njegovih navodilih prijava direktno na policijo, ki je opravila informativni razgovor. Ni mi znano, ali je oseba imela dovoljenje za nošnjo orožja ali ne, do te informacije tudi nimam pravice. Sporočila pa je kolegica zanimiv razvoj dogodkov, da je gospod prišel in je prosil, da umakne ovadbo, saj se je samo šalil. Ko smo to policijskemu inšpektorju predstavili, res smo videli, da mu ni bilo vseeno, se je kar malo razburil in je rekel, niti slučajno se takih realnih ovadb ne umika. Tako da je gospod zdaj v postopku, saj je pod nasilje šteje tudi resna življenjska grožnja. Gospod je imel neupravičene zahteve do zdravnice, to je pogost vzrok za nasilje, ne vem, neupravičene zahteve do medicinsko-tehničnih pripomočkov, napotnic, receptov, bolniškega staleža. In ko je kolegica rekla, da mu tega ne more dati, je položil pištolo na mizo. Tako konkretno je bilo. Tukaj vsi ti dogodki seveda se morajo obravnavati po običajni poti. Na vsak način svetujemo kolegom, da takoj pokličejo policijo. To, kar lahko potem zbornica oziroma ta skupina naredi, je neka psihološka podpora. Seveda si pa želimo to spremembo zakonodaje, da bi bili tudi dogodki, ki niso neposredno ogroženi življenja, obravnavani, da ne bi bilo treba zdravstvenemu delavcu za to skrbeti. Tukaj sodelujemo in smo ta predlog seveda poslali v soglasje tudi zbornici, zvezi
zdravstvene nege, ker gre za zdravstvene delavce pravzaprav v celoti. Jaz imam še eno vprašanje, Rok Šuligo, TV Slovenija. Omenili ste določene spremembe, ki jih želite, pričakujete, pa me zanima, kakšen je bil odziv na recimo temu državni ravni, kar se teh predlogov tiče, in recimo sprememba zakonodaje in tako naprej, in še kaj konkretno od teh predlogov, ker vemo, zakonodajni okvir predstavlja res okvir, določene stvari so že zdaj pokrite, pa vidimo, da teh težav vseeno prihaja. Torej, kako hitro lahko z drugimi ukrepi mogoče urgirate oziroma se zaščitite, da do takšnih težav ne bi prihajalo, oziroma da če do njih pride, da je pomoč kar čim hitreje pri vas? Hvala za vaše vprašanje. Ja, res, postopki za spremembo zakonodaje so dolgotrajni, ker ste verjetno predvidevali in se tega tudi zavedamo, tako da odgovora še nimamo, saj so bili ti predlogi vloženi. Gospod Vasle, mogoče vi znate povedati? V petek. To se pravi 3.2., imam prav. Kar se pa tiče drugih ukrepov, je pa to, da ti pravzaprav varnost na delovnem mestu lahko zagotovi samo tvoj sodelavec. Tako da na teh tečajih, ki jih imamo, mi jim rečemo delavnice, pravzaprav spodbujamo k temu, da imajo ljudje v svojem tako rekoč timu, v najožjem okolju varnostni načrt. Tudi če to ni tehnična oprema. Naša želja je, da bi tehnično opremo imeli, tako kot jo imajo kakšni recimo blagajniki ali kaj takega, ki so ogroženi z drugo stvarjo, z ropom seveda in tudi telesno. En zanimiv primer smo videli na Nizozemskem, kjer je metadonska ambulanta zaščitena, ne vem, bolj kot najhujša trdnjava na svetu, ko pacientke, to so odvisniki od psihotropnih snovi, ko pride na okence in začne biti nasiljen, se samo zapre roleta iz kevlarja. Obravnava seveda odpade. To je tudi stalna dilema, ali obravnavati nekoga, ki je že nasilen. V Celju se je pokazalo, da to nima dobrih posledic. Ta gospod je menda že bil glasen, o tem mogoče profesor Komadina več. Skušali so ga pomiriti, saj to so te tehnike deeskalacije, ki jih mi na teh delavnicah učimo, ker še enkrat, naš cilj ni kogarkoli sankcionirati, ampak sploh preprečiti, kolikor se le da, nasilne dogodke v zdravstvu. In ta postopek deeskalacije je poseben postopek, ki se ga učimo. Na kratko bi človek rekel, da nekoga deeskalacija se težko prevaja, pomiriš, nekateri pravijo celo spustiš in tako naprej. In profesor Rok Tavčar predava o tem in nas tega uči, to je ena komunikacijska spretnost, ki je tudi zelo dobra zaščita. Drugače pa razne kode znotraj tima, ne vem, kako se sporazumevata zdravnik in medicinska sestra, na kakšen način, ravno tako ne, gospod je nasilen, a prosim lahko pokličete varnostnika, ker to lahko nekoga še bolj razburi, a ne, ampak mogoče kaj čisto drugega. Vidi se, da je tehnika presenečenja ena od zelo dobrih tehnik. Mi smo imeli enega nasilnega pacienta na hodniku čakalnice in ko sem jaz stopila ven, da bom to poskusila urediti, bila je gospa, ki je bila strahotno glasna in je metala stole okrog. In sem že zajela sapo, da ji bom nekaj rekla, bila je moja pacientka. Je nekdo od čakajočih rekel, to povem samo kot šalo, gospa, vi pejte pa kar domov, pa se sami derte na svojega moža. Gospa je bila tako šokirana, ker pričakovala je kakšno reakcijo od mene, od nekoga, ki čaka z njo, pa seveda ne. Da absolutno je vzelo sapo, se je usedla in je lepo mirno počakala, potem je pa meni razložila, da je hotela malo vzvaloviti čakalnico, ki ni bila dovolj dinamična. Jaz imam še v bistvu eno oziroma dve vprašanji. Ali lahko rečete, recimo slišali smo nekaj primerov zdaj, ali lahko rečete, da slišali smo nekaj primerov recimo v zadnjih 15 letih, ali lahko rečete, da se število primerov zdaj povečuje, torej da situacija eskalira, in še, ali lahko recimo te nasilneže date na nek skupni imenovalec, recimo, torej, za kakšen tip ljudi gre mogoče, oziroma za kakšne vrste problematiko, za karkoli takega, kar bi mogoče lahko dali na skupni imenovalec. Jaz bi sam zaradi mikrofonov. Ja, če boste lahko govorili, da bi najbližje mikrofonu. Ja, vprašanje je bilo pravzaprav, kako bi lahko povzročitelje nasilja dali na skupni imenovalec. Pravzaprav jaz pri teh prijavah, naša skupina dobi veliko več podatkov o zdravniku kot o povzročitelju.
Tako da iz svetovnih podatkov povzemamo, da recimo so to dejansko včasih ljudje, ki imajo psihične težave, ki morda še niso niti prepoznane in zdravljene, to so morda eni dogodki, ki se stopnjujejo, ker se stiska posameznika stopnjuje. Potem je za slovensko okolje zelo tipično, da ljudje ne razlikujejo, bi človek rekel, razloga v sistemu in razloga pri posamezniku. Naprimer, nekdo je želel obračunati s svojim urologom, če gremo na ta primer, ker je mandat dolgo čakal na operacijo. To dolgo čakanje na operacijo absolutno ni krivda posameznega zdravnika. To mislim, da moramo vsi razumeti. V Sloveniji je zelo pogost vzrok za nasilje, zahtevek po stvarih, do katerih posameznik ni upravičen, pa mu zdravnik tega ne more dati, recimo pride nekdo in reče, jaz bi šel tudi rad enkrat v zdravilišče, moja soseda je že večkrat šla in zdravnik reče, v redu sam, za kateri vzrok pa bi šli, ja kar tako, to pa ne morete, ampak to ni zdaj naša domislica, to so omejitve zdravstvene zavarovalnice. Enako gre za kakšne recepte, napotnice, medicinsko-tehnične pripomočke, naloge za prevoze, ki v določenih primerih jih ni možno izdati. Ne, da jih nočemo, ne moremo, tle je treba mečkeno ločiti. Potem so dostikrat provokativne razmere v čakalnici, tem sem kratko govorila, preveč ljudi na enem kupu, nekdo, ki ga noga boli, nima več mesta, da se usede, slab zrak je, avtomat za vodo se je spraznil, ne vem, take stvari, dolga čakalna doba. V tujini temu pristopajo tako, da omejujejo število spremljevalcev. Tujini nekako 2, to se nam zdi tudi sijajno, če bi to lahko bilo že zaradi otrok, ki seveda bi naj prišli z obema staršema, tako daleč še nismo prišli, pri nas število obiskovalcev ni omejeno, predvsem imamo težave na urgenci z Romi recimo, pa ne da bi kogarkoli izdvojila, samo mogoče za njihovo kulturo tipično, da pride več ljudi z nekom, ki je obolel in potem želijo tudi vsi v pregledovalnico in vsi v ambulanto, kar dejansko ni mogoče, tudi fizično ne, potem prosimo, da bi se morda eden odločil in je že to spet vzrok za izbruh nasilja. Še to mogoče niste me vprašali, bi se mi pa zdelo zanimivo, kako v tujini rešujejo te težave v Veliki Britaniji posamezniki, ki so imeli nasilni izbruh v zdravstvu, ki so ga povzročili, dobijo eno tako posebno označbo v svoj elektronski karton, kar samo pomeni, da so zdravniki že vnaprej pripravljeni, ker če ti pričakuješ, da nekdo pride takšen, potem še bolj previdno postopaš z njimi, si pripravljen na to in ne, da je to presenečenje, kot domnevam, da je bilo pri zadnjem dogodku. Taka oseba tudi nima pravice proste izbire zdravnika, tudi o tem smo nekaj pisali v naših zakonodajnih predlogih in taka oseba v Angliji nima več pravice do nenujnega hišnega obiska. Prosim, vsakič, ko pride reševalno vozilo, da vas absolutno govorimo o tem obisku, kjer nekdo obleži, starejša oseba ali kakorkoli doma, kjer pride osebni izbrani zdravniki, mora ta obisk narediti zunaj delovnega časa in ga dela sam, brez kakršnega koli spremstva. No tudi to delo na terenu, ker ste rekli, katera okolja so bolj tipična, je zelo tipično za obračune nasilne, tudi s patronažnimi sestrami, ne samo zdravniki, delo na terenu, tako da urgentne službe, družinski zdravniki, tudi ginekologi in zobozdravniki, bi jaz rekla, v Sloveniji so najbolj pogosto žrtve nasilja. Še tisto prvo vprašanje. Tisto prvo vprašanje, ja, vem, kaj ste vprašali, nisem pozabila, kako se je dvignilo število primerov. Gospa Vasle, lani jih je bilo 24, imate vi morda podatek za leto? 25. Ja, to so zabeleženi. To je res ledena gora. Ja, to uradno rečeva, mogoče ste vi zaznali več, poročanje več, mi se tu naslanjamo na uradne prijave, ki jih dobimo, jih imamo tudi vse arhivirane, tako da od predlani do lani se število ni dvigano, za letos je pa prezgodaj, da bi kaj rekli, ker je šele dober mesec. Ja. Zdaj, ankete sveže pa nimamo, v resnici smo za leta nazaj, za 18. leto imamo zelo redke, ki pa nekako bolj zajela vse. Ja. No, ko smo anonimno poizvedovali, je bilo več kot 60% online anketo smo naredili, ki pa ne morete reči, da to ni uradna prijava, absolutno se strinjam z vami, vendar nas je to zanimalo. To se je izkazalo, da so pacienti in njihovi spremljevalci
50-50 bi se rekla, v polovici primerov eni, v polovici drugi povzročitelji nasilja in da je okrog 3/4 zdravnikov, med 60 in 70%, vsaj enkrat v svojem življenju že bilo žrtev tudi fizičnega nasilja. Toliko prijav nimamo, ne? Če je v Sloveniji okrog 5000 zdravnikov, si lahko mislite, koliko bi bilo to prijav, če bi bilo 3/4. Še kakšno vprašanje? Morda še kdo od predsednikov ostalih organizacij kaj doda, sicer so pa zdaj tudi vsi predsedniki na voljo za dodatno vprašanje. Kdo od vas? Ja, pozdravljeni še v mojem imenu. Mislim, da je zdaj seveda povsem jasno, da je kakršnakoli oblika nasilja nedopustna proti komorkoli. Zdaj se sicer danes pogovarjamo o zdravnikih oziroma o zdravstvenih delavcih. In kot da smo v bistvu na nek način pričakovali, ko smo pisali v bistvu stavkovne zahteve Fidesa ob zadnjih naših pogajanjih za vlado, ta dogodek. V bistvu smo dejansko videli, da je nezadovoljstvo državljank in državljanov z situacijo v zdravstvenem sistemu tolikšno, da je bilo samo še vprašanje časa, da bo do takega dogodka prišlo. In kot je bilo poudarjeno, dejansko nasilje ni obrnjeno proti posamezniku, ne? Nasilje je dejansko obrnjeno proti sistemu, ker sistem ne deluje, ampak ker se je seveda težko napasti sistem, dejansko potem kratko potegne eden od zdravstvenih delavcev. In to je vsekakor nedopustno in tudi v bistvu podpisan sporazum in prva naša stavkovna zahteva je glasila na obsojo kakršnega koli oblike nasilja nad zdravniki oziroma vsemi zdravstvenimi delavci in to je v bistvu bilo tudi se strani vlade podpisano in je v bistvu naše pričakovanje in tle ni več izgovora, da se v tej smeri nekaj korenito ne ukrene. Mislim in v bistvu apeliramo in mi bomo tudi pričakujemo in zahtevali od vlade oziroma ministra za zdravje, da se sprovede kampanja, ki bo v bistvu širila strpnost oziroma opozarjala nesprejemljivost nasilja nad posamezniki, glede na to, da sistem v bistvu zadovoljivo ne deluje in mi pričakujemo neko aktivno kampanjo v obliki jumbo plakatov, oglasov v različnih medijih in to je v bistvu tisto, kar bi bilo v bistvu verjetno najbolj učinkovito, ker po drugi strani, druga alineja te prve točke dogovora je pa glasila na to, da jasno je, da pač zdravstveni delavci in pa zdravniki nismo krivi za slabo stanje v javnem zdravstvenem sistemu in v bistvu te dve točke gresta eno z drugim. Seveda bo država težko sama priznala, da je kriva, ampak dejstvo pa je, da pač sigurno pa zdravniki oziroma zdravstveni delavci za slabo stanje, za sistemske napake, kot so čakalne dobe, tako recimo na prvi pregled ali pa kontrolni pregled, ki jih merimo ne samo v mesecih, ponekod celo v letih, in tudi na dnevni bazi, ko čakajo bolniki na pregled na urgenci več ur, zato pač enostavno ne more biti kriv ne zdravnik, ne kjerkoli drug zdravstveni delavec, ampak je za to kriv sistem. In na to je v bistvu potrebno opozoriti, na to mora država opozoriti in mi bomo pač pričakujemo dejansko od Ministrstva za zdravje, da pokrene to kampanjo, ki bo javno obsodila nasilje nad zdravnicami in zdravniki in vsemi zdravstvenimi delavci. To je z moje strani, kar se tiče nasilja. Kakšno vprašanje? Še profesor dr. Radko Komadne. Zdravniško društvo, tako kot ostale tri stanovske organizacije, ki domujemo v domu Smedika, obsojamo to vrstno obnašanje. Vrsto let opozarjamo na naraščanje takšnega dezinhibiranega vedenjskega vzorca. To, kar je povedal kolega Zemljič, nevidna roka, ki dela čakalne dobe v Sloveniji
nikakor nismo izvajalci zdravstva. Kar se pa tiče posledic tega dogodka v Splošni in učni bolnišnici Celje, vzdušje vsekakor ni tako prijetno, kot je bilo prej. Sodelavke in sodelavci se počutijo seveda ogroženi. In kaj je bilo potrebno narediti? Podvojiti število varnostnikov, in dodatna gradnja nekakšnih gumbov, s katerimi lahko zlasti sodelavke, ki so v večini, s katerimi si lahko sodelavke in sodelavci pomagajo, ko jih nekdo neupravičeno napade. Število varnostnikov pomeni povečan obseg njihovega dela. Pri varnostnih agencijah, ki jih imamo bolnišnice po pogodbi najete za to vrstno dejavnost. To pomeni načenjanje tistega, kar nam najbolj manjka. Tako da rešitve na strani zdravstvenih delavcev ni. Pred, mislim, da 4 leti je že v tej hiši zrasla pobuda, da bi izvajalce v javnem zdravstvu izenačili z uradnimi osebami in da bi napad na človeka, ki skuša bolnemu sočloveku pomagati, izenačili kot napad na uradno osebo. Takrat nekega pravega odziva ni bilo. Takrat je bilo zavrnjeno. Ali celo zavrnjeno, ampak Ministrstvo za pravosodje, četudi smo to utemeljili z 2 smrtima, tako. Tako da zdaj smo ponovno naslovili prošnjo z željo za zelo transparenten in jasen odgovor in stavljene pogoje, v katerem primeru, če sem cinična, po kolikih smrtih torej smemo zaprositi ponovno. Zdaj, vrh ledene gore je teh 24, ki se potem zaključijo z pisanjem obrazcev in prijav in procedur. Velika večina te ledene gore je nam nevidna glede prijav obrazcev, ampak zdaj od dogodka v naši bolnišnici zdaj sodelavke in sodelavci vsakodnevno poročajo o takšnih grobih načinih obravnav uporabnikov naših storitev, če grem tako z grdimi besedami. In ne boste verjeli, v resnici imamo vsak dan en tak primer. Podoben temu? Ne tako nasilen, da bi dokončal na intenzivi, ampak takšen, ki presega mejo dobrega okusa ali pa lepega obnašanja ali pa pač empatičnega nastopa. Saj zdravniki vemo in medicinske sestre vedo in vsi naši ostali sodelavci vedo, da človek, ki je bolan, ni srečen, ne prekipeva od veselja in tako naprej. Ampak enkrat sem že rekel, ne streljajte na sla. Mi, ki delamo v zdravstvu, mi si želimo, da bi delali čim bolj uspešno in bi vsakemu, ki pride do nas, bi radi pomagali. To je čisto človeško in to niti ni treba učiti naših študentov, da bi morali takšni biti. To je človeška lastnost, ki te pripelje v ta poklic. In vsekakor je sedanja poplava sporočil na javnih omrežjih prav porazna. Kriza vrednot, koga bo to opravičilo, če bo se zgodilo še kakšno večje nasilno dejanje? Nikogar. Najlepša hvala, profesor dr. Ratko Malina. Še morda Miha Lukač, predsednik strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Pozdravljeni. Vse v bistvu so moji predhodniki več ali manj že vse povedali, se z njimi več kot strinjati ne morem.
tudi v strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, seveda obsojamo vsakršno nasilje nad komorkoli, ne samo nad zdravstvenimi delavci. Menimo, da je to nedopustna metoda za reševanje sporov. Jaz mislim tudi osebno, da se vse da s komunikacijo rešiti. Bi pa mogoče poudaril dve različni vrsti nasilja, ki jih jaz doživljam kot družinski zdravnik. Prvo nasilje, tisto, ki ga vsi poznamo, je nasilje, ki večinoma izhaja iz stiske pacientov zaradi ali dolgih čakalnih dob, slabšega dostopa do zdravljenja, diagnostike. Tu bi rad povedal, da smo tudi družinski zdravniki v izredni stiski, hkrati s pacientom, ker si kot zdravniki želimo za svojega pacienta najboljše, ga poznamo, se tudi navežemo na svoje paciente, poznamo njihove družine, delovanje, socialno okolje in smo tudi mi v stiski, hkrati s pacientom. Nikakor pa ne morem razumeti sovražnega govora, ki ga je vedno več, ne samo na družbenih omrežjih, ampak tudi pod članki medijskih objav. To se kar pusti, se bere in mislim, da vpliva zelo slabo na družbeno klimo. In če potem povzamem sam pri sebi, zakaj nimamo družinskih zdravnikov, seveda, če pogledamo ta sovražni govor, ki proti določeni poklicni skupini, kot so zdravniki, potem, če gledamo te administrativne obremenitve, ki nam jih nalaga država oziroma prelaga od sebe na nas, in na koncu še te stiske, da bi radi pomagali, znamo pomagati, pa ne moremo, ker nam sistem tega ne dopušča, potem ni čudno, da nimamo dovolj družinskih zdravnikov. Hvala. Res so še kakšno vprašanje? Jaz še eno vprašanje mogoče za gospod Beovič in sicer. A ste seznanjeni, kakšne ukrepe so sprejeli v celjski bolnišnici zdaj po teh zadnjih dogodkih nasilnih? Ne, na zdravniški zbornici ne, to bi vam lahko povedal gospod strokovni direktor Splošne bolnice Celje. Jaz sem mislil, če ste to razumem, vprašanje potem tudi za vas, seveda. Ne, torej tisto, kar smo... Ker se krovno, to pa je to, kar smo zdaj predstavili. To je to, se pravi zakonodajne spremembe, potem ta zadeva, ki pravzaprav ni neposredno povezana, torej prijava, ki ne bi nekje postavila meje, ker smo nekje prepričani, da vse te negativne, da sta sovražni govor po družbenih medijih, tudi sovražni govor, moram reči, po tradicionalnih medijih, ki je predstavljen pogosto kot zanimiv, ampak še vedno je v bistvu nasilje, je sovražni govor. Vse to vpliva potem na tega posameznika, ki se je znašel v stiski in ki mu to družbeno okolje, to vzdušje pač daje neko dovoljenje, da lahko naredi takrat nasilni dogodek. To je tisto pač krovno, na kar mislimo vplivati, seveda pa po drugi strani razumemo vse te stiske, to je pravzaprav del našega dela, razumevanje situacije pacienta, s tem tudi razumevanje te situacije v družbi in tukaj moramo pa na en tak način z eno pozitivno komunikacijo doseči, da se bodo zadeve vsaj do neke mere omilile in tukaj bi vas zelo prosila vse medije za sodelovanje. Kje v medijih ste identificirali ta zanimiv govor, ki ste se izrazili? Torej, številni članki so se pojavili zdaj v različnih časopisih, na nekatere smo odgovarjali, na druge ne, o tem, kaj vse zdravniki so. Že opredeljevanje zdravnikov z različnimi živalskimi imeni, ne bom jih ponavljala. To so vse situacije, ki nekje prepričajo tega posameznika, ki se znajde v stiski, da je pa zdaj pravo dejanje neko nasilje. To prav gotovo daje neko dovoljenje. Teh objav je bilo v zadnjem času kar precej, kar vrstijo se tudi strani nekaterih naših bivših kolegov, skratka, to slabo govorjenje o tem, česa vse smo zdravniki krivi, kaj vse počnemo, skratka, stvari, ki so za povprečnega zdravnika res daleč od resnice. Še kakšno vprašanje? Potem najlepša hvala za danes. V petek vas bomo povabili, prihodnji teden imamo novinarsko konferenco 15. februarja,